Smo pri koncu referatov v prvem panelu, zato odpiram prostor za vprašanja. Prosim. Nimamo prenosnega mikrofona, tako da žal. Lepo pozdravljeni. Današnji dan in priložnosti, kot je današnje, seveda niso prostor polemike in tudi ta moj, kako bi rekla, poseg bo poskušal razširiti prostor osvetlitve dela raziskovalca, profesorja, ki mu je danes posvečen dan. Opozorila bi namreč oziroma dodala bi rada en skromen drobec, ker bi se mu s tem pravzaprav profesor Pleterskemu želela javno zahvaliti za to, ker me je prepoznal na nek način ali mi zaupal do takšne mere, da mi je o temi političnega preganjanja med Prvo svetovno vojno, ki je bilo danes na kratko naslovljeno pri predhodnih referatih, predal, ne bom rekla celotno, ampak verjetno velik del gradiva, ki ga je zbral, od arhivskega do člankov, ki jih je nastavil, ki jih je koncipiral, do člankov drugih raziskovalcev, ki so pisali na temo političnega preganjanja med Prvo svetovno vojno. Na ta način sem, če sem malce neskromna, postala njegova nesojena dedinja, še vedno dolžna v tem pogledu, da izkoristim pravzaprav ta bogat fond, ki mi ga je prepustil v varstvo in uporabo. Poskušala sem ga, ne bom rekla nadgraditi, ampak dopolniti, zlasti na področju cenzure. V to tematiko sta seveda zelo aktivno posegla tudi kolega Mol in Čuček, z zelo podobnimi raziskavami, ki sta jih samo, ne bom rekla samo geografsko, pravzaprav preselila v drug prostor. Poleg tega pa naj dodam, da je na ZRC SAZU še nekaj, ne bom rekla, nesojenih dedičev, pa vendarle raziskovalk, zlasti pa raziskovalcev, ki so posegali tudi polemično v teme, ki jih je obravnaval profesor Pleterski. In nenazadnje smo na ZRC SAZU, danes je bil omenjen naš direktor, ob njegovi 80-letnici izdali, naš inštitut je bil izdajatelj tega zbornika, zbornik, ki smo ga posvetili dr. Janku Pleterskemu, uredila sta ga dr. Jure Perovšek in souredil ga je tudi naš direktor, profesor dr. Oto Lutar. Samo toliko. Hvala. Hvala za komentar. Predstojnica inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, doktorica Petra Svoljšak. Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Prosim. Rad bi vse skupaj dopolnil še z njihovo anekdoto, ker je bil uvodoma omenjen tudi kos kruha z maslom. To se pravi kot tista ideja mojega očeta kot revolucionarja na začetku njegovega življenja v mladih letih leta 40-41 postal spojenec. Ne vem zdaj točno seveda, kaj je on tam napisal, kako bo povem, kaj mi je on potem pozneje povedal. Je rekel, veš, sej jaz nisem bil naiven, jaz sem se zavedal, da če se borim za to, in jaz sem bil tisti, ki je imel vsak dan kos kruha z maslom. Jaz sem se zavedal, da cel svet in vsi ljudje na svetu ne morejo imeti kosa kruha z maslom, ker to ne gre. Ampak bil pa sem se pripravljen odpovedati temu maslu na kosu kruha, zato da bomo vsakdo svoj kos kruha.